Pokrovitelj oddaje je Melisa Veterina, ki nudi tudi visokokakovostne konopljine izdelke za ljudi in živali, avstrijske znamke Flinova z biocertifikatom. Dober dan in lepo pozdravljeni v naši oddaji za zdravje, ki jo bomo danes v celoti namenili konoplji. Pogovor s Tanjo Bagar je bil tako zelo zanimiv, da ga je bilo škoda krajšati, saj je to tema, ki bi jo moralo slišati čim več ljudi. Docent dr. Tanja Bagar je namreč direktorica in predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANA. Je diplomirana mikrobiologinja, doktorirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja biomedicinskih znanosti. Je zelo priznana predavateljica tako doma kot v tujini. Tanja Bagar je tudi dobitnica več prestižnih priznanj in nagrad. V zadnjih letih se intenzivno posveča proučevanju delovanja kanabinoidov, ki služijo kot signalne molekule v našem telesu in so del našega krovnega zaščitnega sistema, to je endokanabinoidnega sistema. Tanja, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o številnih učinkih konoplje na naše zdravje in dobro počutje. Kaj pa konoplja vse vsebuje? Ja, konoplja je zelo zanimiva, pa takšna zelo pestra rastlina. Zdaj, zaenkrat, kolikor vemo, vsebuje prek 1000 različnih učinkovin. Med njimi so najbolj znani, pa tudi zelo dobro proučeni prav kanabinoidi. Te učinkovine, ki so znane, da se vežejo na te naše kanabinoidne receptorje, pa svoje učinke v glavnem preko tega povzročajo. Vsebuje pa konoplja tudi druge učinkovine, recimo terpene, flavonoide. Tako da pravim, recimo kanabinoidov imamo okrog 200 različnih, vseh skupaj teh biološko aktivnih učinkovin pa preko 1000. Tako da to je res ena zelo kompleksna rastlina, tako da po eni strani vedno rečemo, da je ena najbolje proučenih rastlin, kar se tiče bioloških učinkov, ampak ravno zaradi tej pestrosti, koliko učinkovin vsebuje, pa kako te učinkovine tudi med sabo sodelujejo, pa si želimo, da bi bilo še več raziskav. Kakšno nalogo imajo kanabinoidi? Ja, kanabinoide, ko so jih raziskovalci začeli proučevati, je bila kar težavna naloga ugotoviti, kaj počnejo, ker ko so prve raziskave začeli delati, katerikoli sistem, katerikoli tkivo, tip celic so vzeli, so kanabinoidi imeli učinke na vse. Na nevrotransmiterje, na hormone, na metabolizem, na termogenezo, na karkoli. In šele kar nekaj desetletij je trajalo, da so potem ugotovili, da v bistvu kanabinoidi delujejo kot nekakšne, bi rekli, SOS molekule. Torej, kadarkoli naša, bi rekli, takšno biokemijsko ravnovesje v telesu je ogroženo ali se zgodi nekaj, recimo, si zvinemo gleženj, vdihnemo, zrak z veliko PM delcev ali česarkoli, karkoli spravlja našo, bi rekli, to našo ravnovesje z biokemijskega vidika, ga malo vrže stira, tako rekoč. Takrat mi proizvedemo kanabinoide v telesu, da obdržijo to ravnovesje oziroma naše telo čim prej spravijo v ravnovesje. In zdaj tako delujejo naši lastni kanabinoidi, torej ti, ki jih mi sami proizvajamo, in tudi rastlinski kanabinoidi, ki jih recimo lahko vnašamo iz konoplje ali pa tudi nekatere druge rastline te učinkovine vsebujejo, zelo podobno vlogo v našem telesu opravijo. Kakšno nalogo pa ima endokanabinoidni sistem? Ja, o tem bi lahko govorili 3 dni. Ta endokanabinoidni sistem mene posebej fascinira. Zdaj, njegova primarna vloga teh kanabinoidov v našem telesu je v bistvu, da delujejo kot signalne molekule. Torej, naše telo je sestavljeno iz 36 milijard celic, in če mi hočemo delovati kot ena celota, morajo vseh teh 36 milijard med sabo odlično sodelovati. In da se to zgodi, je komunikacija prva. Da se vse te celice zmenijo, da jaz zdaj tu krilim z rokami med tem, ko govorim. In mi imamo za to, recimo, vemo, hormone, nevrotransmiterje, kalcij kot ion je signalna molekula in izkaže se, da so kanabinoidi prav tako v prvi vrsti signalne molekule. Ampak v bistvu ta naloga celotnega našega endokanabinoidnega sistema, pa sicer to ne moremo reči, da je zadnje, ampak ker te raziskave res o endokanabinoidnem sistemu pa njegovi funkciji zdaj v zadnjih letih posebej prihajajo, tako da in vsaka nova raziskava prinese nova dognanja,
o tem, kaj vse počne ta naš endokanabinoidni sistem, ampak njegova primarna vloga je približno podobna, kot sem prej razložila za kanabinoide, torej da omogočajo, da nekako ohranjamo to naše biokemijsko ravnovesje v telesu. Torej, da so nekakšen krovni regulatorni sistem. Zdaj v biokemiji mi vemo, da imamo hierarhijo, recimo, določene žleze uravnavajo druge žleze in podobno. In kar se tiče delovanja celotnega našega telesa, kolikor zdaj vemo, smatramo, da je endokanabinoidni sistem nek krovni regulatorni sistem nad vsem. Zato, ker uravnava izločanje vseh nevrotransmiterjev, hormonov, uravnava recimo, kako dobro mi temperaturo reguliramo zdaj, ko je vroče, ali pa sicer našo notranjo temperaturo. Regulira praktično vse procese v našem telesu. Če samo pomislimo, da od vseh teh 36 milijard celic, čisto vse celice imajo kanabinoidne receptorje, torej na vse celice našega telesa bojo te molekule vplivale, tako naše lastne, kot recimo rastlinske. Kako pa recimo mi ljudje vemo, da nam ta sistem dobro deluje? Ja, to se mi v tem našem kanabinoidnem svetu skozi pravimo, da tisti, ki bo izumil enostaven način, kako bomo zmerili delovanje našega endokanabinoidnega telesa, bo najmanj Nobelovo nagrado dobil. V bistvu nimamo pravih merskih načinov, recimo, če gremo v biokemijski laboratorij, bomo zelo težko zmerili, ali naš endokanabinoidni sistem dobro dela ali ne. Tako da se v bistvu poslužujemo, bi rekli, vprašanj, in se pogledamo tiste področje v delovanju našega telesa oziroma našega zdravja, kjer vemo, da endokanabinoidni sistem najbolj močno vpliva na, oziroma bi rekli najbolj očitno, da mi najhitreje zaznamo, se enostavno vprašamo, če tisto dobro dela. In to je predvsem spanje. Torej, zdaj to je ne samo, če mi dobro spimo, kvalitetno spimo, se spočiti zbujamo, to je ta celotni cirkadialni 24-urni ritem, tako da in spanje in koliko energije imamo čez dan. Potem je apetit, to spet vedno je vprašanje, bi rekli, ravnovesja, ne pretirani apetit, ne premalo, pač zdrav apetit. Potem je še mišična moč. Zdaj ponavadi velja, da kanabinoidi sproščajo, endokanabinoidni sistem je pa spet ima to regulatorno vlogo, se pravi, koliko dobro mi lahko uporabljamo mišice za vse, kar rabimo narediti oziroma želimo narediti, da gremo po stopnicah, da gremo v hribe, vse opravimo, ko pa želimo, pa tudi kako dobro v bistvu se naše mišice so sposobne sprostiti, ko jih ne rabimo. Recimo, če opazimo, da kakšni pacienti imajo tudi, ko jih ne rabijo, pa jih potipaš, pa imajo mišice tako konstantno v nekem rahlem krču, to je že znak, da endokanabinoidni sistem tega balansa ne obdrži več. Potem je še spomin, tu je zelo hitro se pokaže, se pravi, pri spominu je tudi tako, zelo je važno, da si seveda mi zapomnimo, kje živimo, pa fajn je, če kakšnega sorodnika si tudi kdaj zapomnimo, ampak zelo je važno, da pozabljamo. Ta zdrava sposobnost pozabljanja informacij, ki za nas niso pomembne, je izjemnega pomena. In to zelo dobro regulira endokanabinoidni sistem. To se tudi pokaže, če recimo mi doživimo nek emocionalno intenziven dogodek, recimo ali prometno nesrečo, ali čisto tako, ko zvemo neko novico, ki nas zelo pretrese, imamo ponavadi, če naš endokanabinoidni sistem dobro dela, kar veliko stvari pozabimo in nam takšne detajli čez čas se jih spomnimo. To je recimo takšna zelo dober primer zaščitne vloge tega našega lastnega endokanabinoidnega sistema. Potem je pa peto področje, je pa še ena takšna splošna zaščitna vloga, ki jo najlažje vidimo kot imunski sistem, torej da ne zbolevamo kar naprej za temi sezonskimi infekti. Torej, če pogledamo teh 5 področij, pa si za vse odgovorimo, carsko delajo, potem je zelo velika verjetnost, da naš endokanabinoidni sistem dela tipi-topi. Če pa že eno izmed teh je tak, sploh pa če jih je več, ali pa če sploh je eno izmed teh področij izrazito izven balansa, potem pa je zelo velika verjetnost, da naš endokanabinoidni sistem enostavno ne folga vseh izzivov, ki jih mi imamo. In je čas, da mu pomagamo. Absolutno. Pokrovitelj oddaje je Melisa Veterina.
Tanja, ampak preden se lotimo pomoči, pa lahko tudi sami naredimo kaj za ta naš sistem, a ne? Tako, ta naš endokanabinoidni sistem, v bistvu lahko kar nekaj stvari naredimo, da bi rekli, nekako postavimo temelje za njegovo dobro delovanje. In prvo je to, da povečamo vnos esencialnih maščobnih kislin, ker ti recimo omega-3 in omega-6 so dobesedno gradniki naših lastnih kanabinoidov. Če nimamo dovolj teh molekul, je kot če bi hoteli hišo brez opeke zgraditi. Se pravi, ne moremo. Torej, če vidimo, da kakšno od teh 5 področji našega zdravja pa delovanja malo šepa, prvi korak je vedno, da postavimo temelje, pojačamo vnos esencialnih maščobnih kislin, to je lahko v obliki semen, hladno stiskanih olj. V glavnem to treba, bi rekli, to ravnovesje poriniti v smer, da bo telo imelo dovolj gradnikov, da dela naše lastne kanabinoide. Potem drugi zelo pomemben je tonus celotnega endokanabinoidnega telesa, sistema v našem telesu se tvori v črevesju. Tako že stare medicine pravijo, zdravje se začne v črevesju in kar se endokanabinoidnega sistema tiče, je to tudi zelo res. Tako da absolutno je treba poskrbeti za to, da imamo dobro mikrobno floro, da imamo čim bolj pestro mikrobno floro, tako da fermentirana hrana, živa hrana, zdrava hrana. To je zelo važno, da mi potencialno kakšno disbiozo v črevesju popravimo, da sploh naš endokanabinoidni sistem ima pogoje, da se lahko dobro uravnava. Potem pa tretje je tako malo, vemo, da naša čustvena stanja izjemno vplivajo na to, kako se naše telo, oziroma, torej, če si predstavljamo, da naš endokanabinoidni sistem se vklopi vsakič, ko se počuti ogroženo ali fizično, ali zaradi, ne vem, vdihnemo nekaj ali pojemo nekaj. In tudi, če so čustveni stresi, je zelo važno, tu je v bistvu takšna povratna zanka, se pravi, ljudje, ki imajo slabo ali pa malo že porušen endokanabinoidni sistem, se na dražljaje bistveno bolj, bi rekli, ja, tako intenzivno odzivajo, čustva bistveno bolj poskočijo. In tudi obratno, ljudje, ki so nagnjeni k temu, da se čustveno zelo odzivajo, endokanabinoidni sistem mora to skozi se šaltavati pa regulirati. Tako da, če nekako poskrbimo za to, da smo čustveno, zdaj ne išče se ravne črte, seveda, mi smo zelo dinamična bitja, naša biokemija je, v vsakem trenutku v našem telesu se desetine tisoč reakcij dogaja. Sploh v tem času, a ne zdaj. Tudi zdaj, ampak tudi na splošno v zdravem telesu je vsaki sekundi približno 12.000 biokemijskih reakcij se dogaja. Tako da mi smo izjemno dinamični in noben noče ravnih črt, ampak kar se nekako je dobro, zelo pomembno za na dolgi rok imeti zdrav endokanabinoidni sistem je, da lovimo nek ta balans čustvenega življenja, da poskrbimo, mi temu rečemo, da načrtno iščemo hedonična doživetja, nekaj, kar nas nahrani, nekaj, da imamo, da si načrtno vzbujamo pozitivne situacije. Tako da se pravi, te 3 stvari so za delovanje našega endokanabinoidnega sistema zelo važne. Pa tudi, če jemljemo na dolgi rok kakšna zdravila, za veliko zdravil se ve, da imajo vpliv na delovanje endokanabinoidnega sistema, tako da je dobro pogledati, zdaj ne govorimo o tem, če vzamemo kakšno tableto ali imamo kakšno terapijo za kratki rok, če so pa to zdravila, ki se jih jemlje na daljši rok, je pa dobro pogledati, kaj delajo z našim endokanabinoidnim sistemom, da znamo potem to škodo malo popravljati. Kaj pa preventiva? Se da precej narediti na tem področju? Ja. Ti kanabinoidi, predvsem ti iz rastlinskega sveta, nam v bistvu dajejo eno možnost, da, kako bi rekli, da si nudimo oporo za to, da enostavno lažje, kljub vsem izzivom, recimo že preden smo imeli vse te malo bolj ekstremne globalne situacije, to življenje v sodobni družbi, kjer skozi nekam hitimo, kjer imamo skozi roke, kjer imamo svetlobna onesnaženja, ogromno enih pritiskov skozi neki, je že bilo prej dokaj težko ohranjati recimo eno res zdravo biokemijsko ravnovesje. Zdaj pa je seveda, rekli se je, lestvica še malo dvignila. In v bistvu preko teh kanabinoidov imamo dobesedno možnost, da mi, jaz si to vedno tako predstavljam, se pravi, če si predstavljamo delovanje naše celice kot osnove našega telesa, da imajo vsaka celica, če imamo mi
dober endokanabinoidni sistem ali pa vnašamo te rastlinske kanabinoide, kot če bi vsaka celica imela en svoj ščit, da jo vse te neravnovesja, vsi te stvari, katerim smo izpostavljeni, hočeš ali nočeš, da jih ne spravijo s tira, ne? Da one lahko delujejo, ne vem, recimo tudi mitohondriji, ki so kot elektrarne našega telesa, vseh naših celic, da vsi ti lahko delujejo optimalno, tudi če je okrog nas kaos, ne? In to postaja čedalje bolj važno, ne? In recimo to je tudi ena izmed prvih stvari, ki jih ponavadi ljudje, bi rekli, poročajo ali pa povejo. Tisti, ki so zdravi, pa to jemljejo kot preventivo. Se pravi, da opazijo, da je dan enak, ne, zjutraj je enaka gužva, šef je enako tečen, žena je isto me ob živce spravila, otroci so isto tako porisali celo steno, ampak jaz sem na koncu dneva vredi, ne. Tako ohraniš eno takšno, pa ne je to mirnost, pa ne je to, ko ne vidiš, pa se sprenevedaš, ampak enostavno čutiš, ko tvoje telo je ostalo cek, ne, ti si še okej, ne, kljub temu, da je kaos okrog tebe, ne. Ja, in recimo, koliko kapljic je treba za tako preventivo vzeti? Ja, zdaj, kar se doziranja tiče, smo nažalost zelo individualni, kaj je tista doza, ki pri katerem deluje, a ne? Ja, naredi to preventivno zaščitno vlogo je zelo različna, zato vedno priporočamo, ko začnemo z zelo nizkimi odmerki, pa počasi povečujemo, da najdemo tisto dozo, kjer vidimo, da so ti učinki. Ker velikokrat ljudje v tisti neki ihti, da bi si čim prej pomagali, grejo na takšne doze in sploh zgrešijo optimalno dozo, ne. Tako da mi pravimo, da se začne lahko že pri nečem, kar rečemo mikrodoziranje. To je tam 2 do 5 mg CBD-ja, kar bi pomenilo dobesedno kapljica ali 2. In to mikrodoziranje velikokrat ljudje uporabljajo tako, ker enostavno čez dan, sploh če so dnevi, ne vem, ko so v službi, pa imajo večje obremenitve ali pa, ne vem, potujejo in podobno, enostavno vsakih par ur vzameš kapljico 2. In tako enostavno poskrbiš dobesedno za to, da celice imajo tiste ščite, ko jih rabijo, ne. Eni rabijo tudi tam 10 do 20 mg, kar bi pomenilo recimo 5 do 8 kapljic, ne, 5% enega tipičnega CBD proizvoda. Tako da ja, tu je treba si vzeti tisto malo, zdaj, če govorimo o tem, da se uporablja za preventivo, ponavadi ljudje zelo hitro vidijo, kje je pa tisto, ko mi je pa enostavno tako, ne, ja, ko mi je enostavno dobro. Tako da je treba tu si vzeti malo časa, pa malo samo opazovanja imeti, da vidimo, kje, ne, in nikakor ne iti kar na tisto, ne vem, 50 pa 100 mg, ker ponavadi za zdravo telo takšnih doz ni potrebno imeti, ne. Pokrovitelj oddaje je Melisa Veterina. Tanja, povejte nam, pri katerih boleznih in težavah pa konoplja najbolj pomaga? Ja, zdaj, ta seznam je kar dolg, ne. Veliko je in simptomov in samih bolezenskih stanj, kjer kanabinoidi imajo zelo veliko vlogo. Zdaj, recimo države, kot so Izrael pa Amerika, kjer so raziskave v medicini že zelo podprte, pa kar nekaj desetletij že trajajo, kažejo zelo širok spekter in to je ravno zato, se pravi, včasih dobim kot eden izmed argumentov, da to pa že ne more biti res, je ravno to, da konoplja bi pa kar za vse naj pomagala, ne, od, ne vem, vnetij pa do plešavosti, pa do psoriaze, pa do multiple, pa raka, pa vse. Ampak, če mi razumemo, torej, kako ti kanabinoidi delujejo, torej, da oni dobesedno popravljajo neravnovesje tam, kjer v telesu so, ne, in vsako patološko stanje je prvo bilo neravnovesje, preden so se simptomi pa dejansko neka patologija pokazala, je to zelo, bi rekli, samoumevno. Torej, če je neravnovesje in ga kanabinoidi popravljajo, lahko v bistvu praktično v vseh področjih medicine pacienti imajo koristi od kanabinoidov. In zdaj, če začnemo mogoče pri takšnih, ki so ne tako življenje ogrožajoče, recimo, zelo dobro je CBD proučen kot anksiolitik in antidepresiv, ne zdaj kot klasični antidepresivi, ampak zato, ker enostavno vpliva na to, kakšne nevrotransmiterje naš živčni sistem izloča. In vemo, recimo pri depresiji je pomanjkanje serotonina, pri anksioznosti je neravnovesje v smislu, da proizvajamo preveč teh eksikatornih
se pravi tih, ki nas vznemirjajo, nevrotransmiterjev. In to je tudi disbalans, ne? In kanabinoidi posebej, oni so bili prvo proučevani posebej zato, ker so bili v našem telesu tudi izolirani najprej iz živčnega sistema, je njihovo delovanje tudi bilo najprej proučevano na živčnem sistemu. In tu se je zelo hitro pokazalo, da enostavno ustvarjajo ravnovesje pri tem, sploh katere nevrotransmiterje naš živčni sistem proizvaja. Tako da tu lahko ljudje, ki imajo recimo se pravi, to moram tudi poudariti, kanabinoide v medicini nikoli ne uporabljamo kot nadomestek za kakršnokoli zdravljenje. Kanabinoidi se vedno uporabljajo kot add-on. Torej imamo obstoječo terapijo in kanabinoide dodamo kot, bi rekli, kot molekule, ki začnejo popravljati tam, kjer zdravila ne morejo. Tako. Torej, osnovno biokemijsko, bi rekli, temelj je ravnovesja. Torej, ne govorimo tudi ne pri niti depresiji, anksioznosti, niti pri nobenem drugem stanju, da bi kanabinoidi bili nadomestek za karkoli. Ampak, se pravi, mi jih dodajamo zato, ker si od tega obetamo, da bojo popravili to neravnovesje v nevrotransmiterjih. Podobno je tudi recimo, ne vem, za nespečnost. Podobno je zato, pri burnoutu se je zelo dobro izkazalo, ker je to spet tako daleč porušeno ravnovesje izločanja kortizola, da ga enostavno nič več ne izločamo. Tudi tam se je pokazalo, da prav popravi, bi rekli, ta kortizolni dnevni cikel, ki je pri teh, ki so izgoreli. Na splošno, mogoče par besed še povem, na splošno pri stresu, ko pač živimo, kako živimo in se ga noben od nas ne more izogniti, zdaj samo vprašanje, ali ga boljše ali ga slabše handlamo. CBD je bil posebej dokazani za to, se pravi, oni so vzeli modele kroničnega nepredvidljivega stresa, kar je v bistvu pomeni naše življenje, ne? In so živali izpostavili kroničnemu nepredvidljivemu stresu. Recimo v laboratoriju to pomeni, da so jim svetlobo zamenjevali, tiste živali, ki so bile z njimi v kletkah, zamenjevali hrano, vse možno. In so ugotovili, da po 6 tednih so jim spremenilo in ne samo obnašanje, ampak tudi čisto anatomske spremembe v timusni žlezi, v nadledvični žlezi in podobno. In so v bistvu po 6 tednih začele te miške kazati vedenje podobno depresivnemu. In tako se pri ljudeh tudi pokaže, da kronični nepredvidljiv stres, ne, se pravi, ko mi imamo toliko stresa in ga več ne obvladujemo in se nam tisti občutek, ne, ko se ti kar kopiči, kar se stres, to vodi prav tudi pri nas v spremembe, ne, recimo ki vodijo velikokrat v razvoj depresije. Ne. In CBD se je izkazal, da sploh, če mi lahko uporabljamo, se pravi, če so miškam dali CBD, preden so jih izpostavili stresu, so bile miške dobesedno zaščitene pred temi fiziološkimi posledicami stresa. Če so jim pa dali CBD po stresu, je bila zaščitna vloga prav tako, ampak nekoliko manjša. Ne? Tako da mi nekako zdaj podobno za stres pravimo. Torej, če vemo, da bomo izpostavljeni stresu, ne, recimo, jaz imam čez 10 dni rok za oddajo nečesa zelo pomembnega in vem, da ne spim dovolj, se nerviram, lovim, delam, fokusiram se. In ta čas skozi jemljem CBD, ker vem, da mi bo zaščitil, da moje nadledvične žleze ne bojo toliko kortizola proizvajale, ne bojo toliko divjale. In enostavno ta čas vem, da si lahko s tem pomagam, da je moje telo pred kortizolom pa pred tem divjanjem zaščiteno. Recimo, če pa mi doživimo nek stres, ne vem, jaz sem nedavno imela eno hudo prometno nesrečo, ne, če doživimo nekaj takšnega nepredvidljivega, pa nas pa kak je prva priložnost, recimo jaz, ko sem prišla domov, sem najprej vzela eno visoko dozo CBD-ja, ker tako bi v idealnem scenariju moje telo naredilo. Ne. Tako da probamo čim bolj simulirati to, kar bi naš endokanabinoidni sistem v idealnem scenariju počel. In zdaj, če mi imamo tako malo stresa, dolgo obdobje, bi on skozi malo kanabinoidov proizvajal. Če pa imamo nekaj, kar nas res stira vrže, bi pa takrat zelo veliko kanabinoidov proizvedel, pa ne, ostale dni pa ne bi. Ne. To je ta zaščitna vloga, ki jo potem pri stresu probamo nekako, bi rekli, tako voziti, kako bi v idealnem scenariju naše telo počelo. Zanimivo, ne? Povejte mi še to, prej so se pogovarjali, da so res lepe raziskave in lepi rezultati pri otrocih z epilepsijo. Ja, to je ena izmed področji, kjer so se posebej odlično izkazali kanabinoidi, daleč, da bi bilo edino, ampak recimo
Kanabinoide so začeli uporabljati pri otrocih z epilepsijo tam, kjer zdravila, klasični epileptiki niso pomagali, niti kombinacije antiepileptikov. In izkazalo se je, da več kot 50% teh otrok, ki torej imajo trdovratno epilepsijo, se je situacija drastično izboljšala. To pomeni, nekateri med njimi so ostali popolnoma brez napadov, pri nekaterih je prišlo do 50-70% zmanjšanja. Tudi so bili takšni, ki se seveda niso odzvali, kot imamo pri vseh zdravilih podobno situacijo, ampak ja, tudi otroci z epilepsijo je eden od razlogov, zakaj sem jaz sploh podala na to področje. Ko so me zdaj, to že mislim, da skoraj bo 10 let, ker so me ena skupina staršev, ki v Sloveniji imajo otroke z trdovratno epilepsijo, poiskala in so enostavno vprašali, če ima to kakšenkoli smisel, ker takrat v Sloveniji ni bilo ne strokovnjaka, niti proizvodov. In smo potem tako počasi, ko to enkrat vidiš, otroka, ki je imel 100 napadov na dan, ko ima prvič v življenju dan brez epileptičnega napada, ko prvič v življenju je sposoben očesni kontakt vzpostaviti, nekaj povedati, zato ker je njegov živčni sistem sposoben z kanabinoidi toliko se umiriti, da dejansko je to mislim, se ne da opisati, kakšen občutek. In tudi ne moreš več nikoli odmisliti in ne moreš več nikoli povedati, da to nima smisla, ne? Ker ko enkrat to doživiš, je to, ko vidiš kakšno spremembo, ena takšna molekula, torej čisto običajen CBD, ki tam na njivi raste, ne, kot industrijska konoplja, kaj lahko to spremeni v življenju ene družine, ne? Če bi vas zdaj vprašala za kakšen primer, vem, da bi rabili par ur, bi jih našteli ogromno, pa mogoče vam je kakšen še posebej ostal v spominu? Ja, mogoče povem en primer, ki je zdaj nedavno se me kar zelo dotaknil, je ena ženska iz Nizozemske, ki ima primarno metastatskega raka na jajčnikih, ki ima v splošnem zelo slabo prognozo. In ona že kar nekaj časa uporablja kanabinoide, pa se je na nas enostavno obrnila po nasvet, ali uporablja prave proizvode ali prava doziranja na takšen način. In je ravno zadnjič povedala, da je ona imela, mislim, da 4 različne kombinacije kemoterapevtikov, pa noben ni obrodil sadov. In je rekla, da je prvič sedaj po ne vem kolikih letih PET scan pokazal zmanjšanje primarnega in vseh metastatskih tumorjev. Tako da se mi je zdelo, da mislim, tam sediš pred ekranom, pa se treseš od sreče, pa ne veš, ali bi vriskal, ali bi jokal, ali kaj bi, ne. So takšne stvari, ki včasih res, mislim, ni da so to panaceja ali pa sredstvo za vse tegobe sveta, ne, ampak če so pravilno uporabljene, imajo pa res potencial, da naredijo zelo veliko dobrega v našem telesu. Pokrovitelj oddaje je Melisa Veterina. Tanja, ponudba CBD izdelkov na našem tržišču je res velika, lahko rečeva ogromna, ampak vseeno, na kaj moramo biti pa ljudje pozorni pri nakupu? Ja, to je zelo res, mislim, po eni strani je to dober napredek od tega, ko nismo imeli nobenih izdelkov, ampak zdaj pa je situacija takšna, da enostavno ni, bi rekli, jasno določenih meril, kateri izdelki smejo na trg. Tako da moje priporočilo je takšno, da zbiramo izdelke, ki so prvo ekološko pridelani, zato ker konoplja je rastlina, ki spada med ekoremediacijske rastline. To dobesedno pomeni, da vso packarijo od tam, kjer raste, od težkih kovin, pesticidov, vsega, umetnih gnojil, vse to posrka v svojo biomaso in tudi te metode ekstrakcije, ki se uporabljajo za kanabinoide, s sabo vlečejo vse to packarijo. Tako da na koncu imamo koncentrirano packarijo poleg kanabinoidov. Tako da pri vseh izdelkih seveda velja, da pazimo, pa pri vsem, kar vnašamo v telo, pazimo, da je ekološko pa čim bolje pridelano, pa pri konoplji je pa to izjemnega pomena, ne. Potem zelo pomembno je tudi, kakšne metode ekstrakcije so uporabljene, se pravi, kanabinoidi niso topni v vodi, ne, zato topni so v maščobah, zato tudi vidimo, da so kapljice ponavadi oljne kapljice, kar pomeni, da jih mi moramo z nekimi topili potegniti ven iz rastline. In to se velikokrat sploh na tem črnem trgu, pa na to, kako ljudje tako v garažah pa v kleteh doma sami nekaj varijo, uporabljajo, ne vem, izopropanole, butanole, nafte, ni da ni. In zelo težko je potem vse te ostanke topil izločiti, ne. Tako da to smo tudi videli ogromno analiz tekom teh let in smo našli notri čuda božja od topil, ne.
Trenutno najboljša ekstrakcijska metoda je s CO2-jem. CO2 se stisne do takšne mere, da se začne obnašati kot tekočina in ima takšne lastnosti, da potegne kanabinoide s sabo. In potem, ko sprostiš pritisk, enostavno CO2 gre v zrak ali pa ga zaokrožiš nazaj, nema veze, v glavnem, nimaš topil, to je zelo važno, da si ne nosimo packari s sabo. Tako da, ja, če torej stojimo pred izbiro izdelka, moje prvo vprašanje, jaz vedno vsakega proizvajalca vprašam, kje je konoplja rasla, kakšna ekstrakcijska metoda naj mi pokaže, kakšen analizni list, in ponavadi jih tu na žalost že 80% odpade. In potem pač zberem tiste, ki mi znajo na to odgovoriti. Pa obstaja kakšna stran, recimo, kamorkoli lahko naši gledalci pogledajo in najdejo mogoče tiste, ki jih vi priporočate? Ja, zdaj jaz se držim načela, da sem precej nepristranska, kar se tega tiče. Če kakšno podjetje želi z mano sodelovati, ga isto vprašanje vprašam, pokažite mi analizne liste, pokažite mi, kje ste to vzgojili, pokažite mi, kako ste to ekstrahirali. In če to imajo in če to ustreza, če analize štimajo, da nimajo ostankov pesticidov, težkih kovin, potem so to izdelki, ki jih lahko podprem. Zdaj, mislim, da če grejo pogooglati, pa najdejo par ekoloških izdelkov, je to že zelo dober prajn. Ampak ti, sploh naši slovenski proizvajalci, to so vse, zdaj bi recimo na evropski pa svetovni ravni so to mali proizvajalci, tako da to so vsi ljudje od zadaj, to niso korporacije zadaj, tako da te se enostavno vpraša, lejte, to pa to me zanima, res mi je mar za svoje zdravje, mi lejko pošljete to pa to. In če lahko pošljajo, poglejte, potem ste že preskočili 99% potencialnih bedarij. Odlično. Tanja, prej smo se pogovarjali, smo omenili tudi naše kužke, mucke, tudi za živali konoplja deluje podobno oziroma enako kot za ljudi. Ja, se pravi, ta naš čudovit endokanabinoidni sistem ni samo stvar naših človeških teles, ampak v bistvu vsi vretenčari, torej praktično vse naše hišne živali imajo prav tako endokanabinoidni sistem in na zelo podoben način ti kanabinoidi tudi za živali delujejo. Kar nekaj veterinarjev v Evropi se že zelo s pridom poslužuje teh kanabinoidnih pripravkov. Velikokrat tudi lastniki živali malo prehitevajo, pa se prej izobrazijo, ko iščejo pomoč za svoje živali. Jaz svojim živalim prav tako dajem, jaz imam celo kupico živali doma, večina od njih je od nekod posvojenih, pa prenešenih z nekih grmovij, tako da pridejo z nekim, bi pravili, malo stravmirani ali pa zelo bolani k meni in jim tudi dajem. S tem recimo so par specifik, ki jih je treba paziti, tudi velikokrat so nižji odmerki potrebni pri živalih, ampak zelo, zelo dobro delujejo na zelo podobne indikacije, pa za podobne namene, kot jih tudi mi uporabljamo. Tanja, napisali pa ste odlično knjigo Konoplja v medicini. Komu je namenjena? Ja, ta knjiga je v bistvu, jaz sem jo pisala v mislih sem imela pač nekega čisto običajnega človeka, da lahko to vzame v roko, prebere, kaj sploh kanabinoidi so, malo je o zgodovini, malo je o sami rastlini, malo je o tem našem čudovitem endokanabinoidnem sistemu, ki pač mimo tega pa moje fascinacije nad temi našimi celicami ne morem. Potem je pa pokrito par področji, kjer so se kanabinoidi v medicini najbolje izkazali, ampak čeprav seveda je malo strokovna, pa jaz poskušam razložiti res detaljno, kako to deluje, ampak mišljeno je tako, da jo lahko vsak razume, da ni to neko strokovno gradivo, da lahko, ne vem. Moja ideja je bila, torej, če se znajdemo v situaciji, da razmišljamo, da bi za naše zdravje to lahko potencialno koristilo ali da imamo kakšnega svojca, kjer večina, ko dobi neko diagnozo, prej slej nekaj googla in prej slej naleti na konopljo. In potem smo zmedeni v informacijah, dezinformacijah, kupu bedarij, mitov in jaz sem se zadnjič dala sama sebe v takšno situacijo, kot če bi bila pacient, dobim, ne vem, diagnozo revmatoidnega artritisa in grem googlat. Čez 2 uri nimaš več pojma in je takšna zmeda, kar res se sploh ne znajdeš. In namen je tu bil, kar res lahko primeš v roke, vse, kar je tu napisano, ima v ozadju neko študijo, neke dokaze in da se enostavno znaš orientirati, kaj ja, kaj ne, kdaj s previdnostjo in kdaj na polno paro. Pri nas je na nočni omarici skupaj z različnimi pisali in je vse obkroženo, podčrtano, tako da super knjiga. Kje pa jo lahko naši gledalci naročijo? Na spletni strani našega inštituta IKANA je obrazec, kjer ga lahko izpolnijo, pa naročijo. Zdaj je tudi že v mladinski knjigi, zdaj je že v kar nekih knjigarnah, tako da tudi v večini knjižnic smo jo podarili. No, čisto za konec pa še par besed. Inštitut IKANA,
lahko kaj več o tem? Ja, to je inštitut, ki smo ga ustanovili zdaj že kar nekaj let nazaj. Kot sem povedala, neka gonilna sila za to so bili ravno ti otroci oziroma družine z otroci z trdovratno epilepsijo. Ampak ko smo nekako se takrat že toliko časa nazaj lotevali tega, kaj bi na tem področju bilo sploh smiselno premakniti, smo ugotovili, da v bistvu sploh nimamo, bi pravili, v Sloveniji takrat ni bilo nekega povezovanja strokovnjakov, bil je par strokovnjakov, ki so nekaj počeli zelo nepovezano, in smo želeli s tem inštitutom v bistvu v prvi vrsti ustvariti neko možnost, da se lahko o tej rastlini, o teh molekulah čisto objektivno, osnovano na dejstvih pogovarjamo. Zdaj ne vem, ali je to specifika Slovenije, mi smo zelo polarizirani, ne. Se pravi, ali konopljo imaš strašno rad, ali pa je strašno grozna rastlina, ne. In se mi zdi, da smo zdaj pa mogoče res je čas, da začnemo vse te prohibicijske ideje, ki smo jih prinesli, pa vse te, ne vem, po eni strani je zdaj v zadnjih letih ravno ta ideja prišla, ker nema veze, kaj ti je, ne. Eno riževo zrnco te smole nekje tam pod mizo stakneš in vse te gobe sveta izginejo. Pa nema veze, ali so vraščeni nohti, plešavost, rak ali nema veze, glavno riževo zrnco, pa je vse dobro, ne. In ta ideja je glih tako škodljiva, kot tista ideja, ko je to neka rastlina zla, ne. In zato, da mi lahko to konverzacijo premaknemo na nek objektivno, osnovano na dejstvih konverzacijo, ki potem upam, da bo vodila v spremembe tudi v zakonodaji, pa omogočilo uporabi medicini, smo videli, da je prvo potrebno, da se povežemo in naredimo en takšen prostor, kjer se res strokovnjaki pogovarjajo o tem, ne, meni je všeč, pa njemu je pomagala, pa tam tista soseda nekaj ima. Ampak ja, mi imamo študije, mi imamo prek 100.000 študij, ne, ki jih seveda treba prebrati, ampak ne, mi jih imamo, ni treba več ugibati ničesar, ker študije so in kažejo vse v isto smer. Krasno, torej Inštitut IKANA je pravi odgovor, a ne? Tako se trudimo, no, v tej smeri želimo iti, pa tako ga tudi gradimo naprej, pa upamo, da bomo lahko s tem tudi v Sloveniji kaj premaknili. Ampak zdaj pa čisto za konec, če vem, da naše gledalce zanima, kaj imajo tule na mizici, poleg tele konoplje. Ja, to rastlino sem tam na poti z ene njive pobrala, to je ena takšna tipična industrijska konoplja, vidite, da se tukaj že oplojeni cvetovi tvorijo. Zdaj rastlina, konoplja je takšna zelo vsestransko uporabna, praktično ni ga koščka, ki bi ne bil za kaj uporaben. Zdaj to so oluščena konopljina semena, ta so odličen vir hranil, imajo v bistvu precej idealno razmerje esencialnih maščobnih kislin, imajo tudi v bistvu ena redkih rastlinskih virov, ki ima vse esencialne aminokisline, ne. Tako da je zelo važna za tiste, ki recimo se ne poslužujejo živalske hrane. Potem to je olje iz semen, zato se uporabljajo neoluščena semena, ki se jih hladno stisne in pride takšno olje, ki je prav tako. Moramo edino paziti, da ga ne segrevamo, to ni primerno za kuhinjo, dodajamo ga hrani, ko je že kuhana, ali pa na solate, ali pa na žličko, pa cup. To so proteini, to je v bistvu pa tista pogača, ki ostane od tukaj, se enostavno zmelje in potem preseja in ena frakcija je zelo bogata z vlakninami, ena frakcija pa bolj z proteini in to je ta pač, ki je bolj proteinsko bogata in je zato tudi so konopljini proteini. To so pa posušeni cvetovi, ki se jih pač lahko uporablja na mnogo načinov, lahko se jih vaporizira, pa se jih vdihne, lahko se jih dodaja v hrano. V bistvu pravim, ni ga koščka te čudovite rastline, ki ne bi imel eno izmed zelo dobrih uporab, ki bi koristila našemu telesu. Tanja, še enkrat hvala za vaš čas, za vse te vaše res koristne informacije. Jaz sem navdušena in prepričana sem, da bodo tako navdušeni tudi naši gledalci. Najlepša hvala za vabilo. Pokrovitelj oddaje je Melisa Veterina, ki nudi tudi visoko kakovostne konopljine izdelke za ljudi in živali, avstrijske znamke Flinova z biocertifikatom.